Spoštovane novinarke, novinarji, dame in gospodje, najprej lep in prisrčen pozdrav vsem, ki ste se prijavili na današnjo spletno tiskovno konferenco. Sicer sem zelo vesel, da vas na tako malem prostoru vidim skupaj, ampak prav gotovo bi si želel, da bi že naslednja tiskovna konferenca bila v živo, kajti to je sigurno mnogo lepše. Torej, današnja tiskovna konferenca ni običajna, kot smo jo poznali v prejšnjih letih, ampak bi jo lahko kratko imenovali koronska tiskovna konferenca. Saj se ne moremo srečati v živo, kot je bil to običaj, in tudi tradicija, ampak smo si morali pomagati z orodji, ki so postali pravzaprav neke vrste del našega vsakdanjika. Tradicionalno smo na Pomurskem sejmu na začetku leta podali neko oceno o preteklem letu in napovedali načrte za leto, ki je pred nami. Leto 2020 si bomo prav gotovo zapomnili po mnogočem. Najbolj pa seveda po izbruhu pandemije, ki je ustavila številne dejavnosti in pravzaprav postavila naše zdravstvo pred največje izzive v zgodovini. Na Pomurskem sejmu pa si bomo seveda leto 2020 zapomnili po tem, da smo kljub obsežnem in optimističnem programu sejmov in drugih prireditev pravzaprav ostali brez vseh sejmov. Spomladanske sejme smo tako prestavili v leto 2022, kajti to so bili bienalni sejmi. Agro smo preselili na splet, Sobro pa smo prestavili v letošnje leto. Vinski kraljici pa smo seveda tudi zaradi tega podaljšali mandat še za eno leto. Kot sem že rekel, uspelo nam je organizirati mednarodna strokovna ocenjevanja, na katerih je sodelovalo kar 352 podjetij z 1411 vzorci in izdelki, kar je pravzaprav po obsegu rekord. Na spletni Agri sodeluje, saj še poteka pravzaprav do 7. marca, 65 podjetij in inštitucij in je zabeležila 655.209 ogledov, kar je pravzaprav več, kot smo lahko upali. Vzorčne nasade pa smo v letu 2020 povezali z festivalom dogodivščin in 3ART-D muzejem. Kljub temu pa lahko rečemo, da je leto 2020 bilo sejemsko leto, ki ga ni bilo. Tako smo nekako tudi napisali v informaciji. Prvič v zgodovini smo tako pridelali izgubo, ki pa ni samo finančna, ampak bo tudi dolgoročno vplivala na poslovno in družbeno klimo. Pomembno pri vsem tem pa je, da smo ohranili zaposlene in optimizem. Optimizem je namreč zadnje, kar bi ob tej krizi na Pomurskem sejmu žrtvovali. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da se leto 2020 ne ponovi. Pa čeprav se zavedamo, da bo na koncu, kljub našemu optimizmu, najpomembnejše zdravje. Krizo
moramo v nekem smislu vzeti tudi kot priložnost. Ne samo zato, da bi dokazali, da jo lahko premagamo z cepljenji in zaščitnimi ukrepi, ampak tudi z drugačnim odnosom do okolja in razvoja. Če nam seveda to uspe, bo tudi kriza dosegla svoj namen. Ukrepi, ki so bili sprejeti na nivoju države kot pomoč podjetjem in dejavnostim, ki so jih krizne razmere najbolj prizadele, so pravzaprav šli v tri smeri. Eno so tisti, ki so nas omejevali, in tu smo kot sejmarji bili najbolj prizadeti. Saj so nam ti ukrepi omejevali tako gibanja in seveda druženja, kar je za sejemsko dejavnost pravzaprav ključnega pomena. Drugi ukrepi so bili v zvezi z pomoč delavcem, torej v obliki čakanja na delo oziroma skrajšanega delovnega časa. Tudi ta ukrep je pravzaprav le deloma koristen, saj pravzaprav ga ne moremo koristiti v celoti, ker pač prvič ne vemo, kako dolgo bo trajal, drugič pa sejma ne moreš organizirati od danes na jutri. In tretji ukrep, z katerim da bomo pravzaprav upoštevani tudi sejmarji, je pa pomoč v obliki pokrivanja stroškov, torej fiksnih stroškov, in ta ukrep pričakujemo kot v 8. oziroma 9. paketu. Za leto 2021 smo v program uvrstili 3 sejme, in sicer spomladi sejem lov, ribolov in aktivnosti v naravi, ki smo ga že odpovedali oziroma ga prestavljamo v naslednje leto. Za sejem Agra in Sobra, ki bota pa v jesenskem terminu, torej Agra od 21. do 26. avgusta, Sobra pa od 23. do 25. septembra, pa računamo, da jih bomo lahko izvedli. Slovenija namreč v drugi polovici leta predseduje Svetu Evrope in zato mislim, da bo to priložnost za predstavitev slovenskega gospodarstva in tudi inštitucij. Kar se tiče aktivnosti v letu 2021, bo verjetno prvi dogodek mednarodna slikarska kolonija, ki tokrat poteka v sosednji Avstriji in bo na programu, če bo seveda to dovoljevalo, v sredini maja. Nadaljevali bomo z strokovnimi ocenjevanji, ki mislim, da bodo brez velikih zapletov lahko organizirana. Saj ugotavljamo, da podjetja ocenjevanja potrebujejo, tako kot športniki potrebujejo tekme, tako tudi seveda proizvajalci in seveda podjetja potrebujejo tekmovanja, pri katerih se dokazujejo tako njihova kakovost kot tudi napredek. Seveda Agra bo poleg trajnostnega kmetijstva, slovenske samooskrbe in ponudbe najsodobnejše kmetijske tehnike in tehnologije eno izmed težišč iskala tudi na področju, ki je posvečeno mednarodnemu letu sadja in zelenjave. Dežela partnerica bo tokrat Francija, ki je tako rekoč največja kmetijska dežela v Evropski uniji, po seveda tudi po številu
tako proizvodov, blagovnih znamk, ki jih ima. In včeraj je potekala tudi konferenca oziroma programski svet, na katerem je sodelovalo 45 naših najpomembnejših strokovnih sodelavcev, na čelu z kmetijskim ministrom. In pravzaprav so vsi po vrsti ugotavljali, da agro pogrešajo, torej da so agro 2020 pogrešali in da komaj čakajo, da bo v letu 2021 agra ponovno izvedena, kajti seveda želijo, da se na agri predstavi tako vse tisto, kar je novo in seveda predvsem tudi kmetijska politika in usmeritve za prihodnost. Zdaj o samih podrobnostih v okviru agre v bistvu ostajamo na podobnem konceptu kot prejšnja leta. Tako da v osnovi se koncept ne menja, seveda bomo poudarek dajali na samooskrbi, na ekološki pridelavi, ekološkemu kmetijstvu in tako naprej. In seveda tudi na predstavitvah nekaterih tujih držav. Ugotavljamo prav, da je agra ni samo največji in najpomembnejši kmetijsko-živilski sejem v tem delu Evrope, ampak tudi predstavlja tudi stanje in vizijo slovenskega kmetijstva in podeželja. Naslednji sejem, ki ga bomo v tem letu organizirali, je sejem Sobra, to je že 8. sejem Sobra, sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja, ki smo ga v bistvu predstavili iz leta 2020 v letošnjem letu. In tudi tukaj smo se v letošnjem letu že sestali z najvidnejšimi predstavniki teh področij in vsi so nam po vrsti zagotavljali, da je ta sejem pomemben, tako za področje varnosti, zaščite, reševanja in seveda obrambe, kajti tokrat želijo še posebej predstaviti vsa ta področja v okviru tudi predsedovanja Evropski uniji. Tako da letos računamo seveda, da bo sejemska dejavnost ponovno živahna v jesenskem delu. In seveda mi na sejmu se bomo potrudili, da bomo zagotovili pogoje, ki so potrebni za varno in uspešno sejemski dogodek. Seveda tu mislim na varnost tako razstavljavcev kot tudi obiskovalcev. In seveda upam, da bomo s tem tudi naredili veliko koristi za slovensko gospodarstvo in seveda tudi za ljudi, ki bodo se udeležili tega sejma, tako razstavljavci kot tudi obiskovalci, kajti zelo pomembno se nam zdi in to nam tudi znova vsi naši partnerji poudarjajo, ponovno srečanje med poslovneži, pa med prijatelji, med stanovskimi kolegi in seveda vsemi, ki želijo pač tudi družabna srečanja. Jaz bi z tem pravzaprav to tiskovno konferenco, kar se mene tiče, zaključil. Seveda pa sem prepričan, da imate vprašanja, za katera sem vam seveda od zdaj naprej tudi na voljo.
Torej, če ni več vprašanj ali še je kakšno vprašanje, če ni več vprašanj, potem se vam jaz zahvalim za prisotnost na današnji prvi spletni tiskovni konferenci v upanju, da se naslednjič vidimo ponovno v živo v Gornji Radgoni in do takrat ostanite mi zdravi, čuvajte se takih nekontroliranih stikov in seveda upam, da se zdravi srečamo kmalu ponovno.